Dragi moji, lepo pozdravljeni tudi strani Razaveze. Končno se vam javljamo z eno video vsebino. Javljamo se pa zato, ker bi želela posebej izpostaviti nekaj zelo pomembnega, kar se mi zdi, da še ne razumemo dovolj dobro. In sicer, želela bi apelirati na vse odrasle osebe in vas tudi prosim, da to čim širše podelite naprej, da sami določamo svoja življenja. Pomeni, ko se znajdete v razvezi, če se znajdete pri tem, da razmišljate o njej, ali če boste to znanje samo hranili v svojih mislih za trenutek nekje v prihodnosti, ko vam bo prišel prav, super. Sami določamo, kaj je dobro za nas in kaj je dobro za naše otroke. Ja, obstojajo pravila, obstojajo zakoni, določila, smernice, nič od tega pa ne more nadomestiti vašega dogovora. Bodite tako zreli, bodite tako modri, da se potrudite sami sprejemati dogovore, brez da bi o njih potrebovala odločati tretja oseba. Sveda, kolikor ne gre, ne gre. Hvala Bogu, da imamo razne inštitucije, ki nam pomagajo pri tem. Če pa le gre, dajte to narediti, ker s tem, verjemite, ne morete narediti večje koristi zase in za svoje otroke. Pomeni, poglejte, kakšen ritem imate. Poglejte, kaj vam paše. Poglejte svoje otroke. Poslušajte jih. Vprašajte jih in njihovo mnenje tudi upoštevajte. Če to pomeni, da ko urejate zahtevke glede stikov, dajte biti širokih misli, odprte glave, radi rečemo. Dajte upoštevati vse možnosti, ki bodo vam pisane na kožo. Če bi torej otrok rad eno obdobje bil malo več pri mami, malo manj pri očetu, če bi bil eno obdobje celo neprestano rad pri enem ali drugem, dajte mu to omogočiti. Življenje ni na papirju in papir ni življenje. Dajte nekaj narediti zase in predvsem za svojega otroka. Dajte mu to omogočiti. Dajte mu podariti tisto bližino in tisto družbo, ki jo takrat v tistem obdobju potrebuje. Ker če se sooča z razvezo tako kot vi, verjemite, da mu je tudi hudo, tudi nekaj popolnoma novega in se cel njegov svet, oče in mama, postavlja v neko novo harmonijo, v nek nov kontekst in podprite ga na način, da mu omogočite tisto, kar tisti trenutek potrebuje. Zagotovo vam bo pokazal in povedal, kaj potrebuje. S tem, ko mu boste to omogočili, ne bo na izgubi, ne boste ga s tem mogli poškodovati. In to še ne pomeni, da on s tem, ko več časa preživi pri enem ali drugem, da tistega ne mara in da tistega ne bo upošteval v svojem življenju, da bo s tistim izgubil stike. Tega se ponavadi odrasli bojijo. Ne, ni tako. Če lahko še dodam, tako celo omogočite ravno nasprotno, da vznikne želja in potreba tudi po drugih. In ko si bo sam želel še drugačne družbe, jo bo zagotovo poiskal. Bodite modri in nehajte, prosim, neprestano otroke siliti in vpletati v vojne, ki jih gojite vi sami, ki jih zanetite vi sami in ki jih vodite vi sami. Poskusite jih izključiti iz svojih bojev. Poskusite jim omogočiti nekaj čim bolj normalnega, čim manj travmatičnega, ker jih s svojimi dejanji in svojimi odločitvami zaznamujete za celo življenje. Dajte jih poslušati, dajte jim omogočiti tisto, kar si želijo. In verjemite, da s tem ne boste na izgubi. Bodite tako modri. Dajte njihove želje postaviti v teh težkih obdobjih razveze
podpreti svoje želje. Ker mi smo tisti, ki nosimo odgovornost in ki smo odrasli. To pomeni, da smo razumski in si stvari znamo razlagati drugače, jih znamo razumeti, jih znamo spraviti v neke okvirje in kontekste. Otroci ne. Dajmo jim pomagati. Toliko za enkrat. Pozdravljam vas in kmalu nasvidenje.